Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v še eni epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta, ampak nas imate radi, no. In danes pripravite rjuhe, razpadam za zajcem vred, pripravite rjuhe, robčke, karkoli je zgodilo, se v eno izjemno čustveno ponovno snidanje, srečanje. Ko smo se nazadnje videla, namreč je to bilo v enem čisto drugem vesolju, out of space, tako rekoč, zvezde so bile zelo drugače postavljene, ampak mati je prišla, ne, danes k meni in tokrat čisto zares v pravo slačilnico, ne malmejsko, Raven. Živijo. Jaz sem se nazadnje videla, v Malmeju, v Bablu eurovizijskem skoraj. V tvojem hotelu sva bila v enem kotičku, tam pa bilo kar prijetno, no. Ja. Pa bila malo zmešana, po mojem. Tisto je bilo takrat zelo, malo drugačen vibe je bil kot tukaj. Povej si, od Maja, kaj je zrasla, se postarala, se zredila, ker jaz sem se, po mojem, no. Zredila sem se, ker sem končno začela normalno jest, ker jaz, kadar sem pod stresom, pač sem ene izmed tistih ljudi, ki pol manj. Ampak absolutno sem se med Eurovizijo postarala za 20 let. Ampak jaz bi šla vsako leto, tako da ni mi, tudi čez 3 leta me več ni. Morda bi jaz moral začeti normalno jesti, vidiš pa Eurovizijo. Povej, si potrebovala kakšno uro psihoterapije, potem ko je odvel ta izjemno buren eurovizijski vihar. Pa ne bova danes o Euroviziji govorila, ampak moram seveda. Ja, valjda. Jaz si tako že skozi hodim na psihoterapijo, ker pa še to študiram in mi je zelo prav prišla in šele zdaj po moje, v tem obdobju sem zares dojela, da Eurovizije konc. Ja, kako je vse skupaj videti zdaj, ko iz distance gledaš nazaj na ta, a se ti zdi vse skupaj sploh resnično? Ne, meni se zdi, da je to neka, mislim, to je bilo absolutno najlepša izkušnja v mojem življenju, kar se moje kariere tiče sigurno. Meni je bilo ful dobro, bilo je zelo stresno, ampak jaz kar nekako zaživim v tej, ko se tako zažarim, kadar je drama in kadar je tako, kadar se stvari dogajajo, tako da mi je bilo ful dobro. Drama je bilo pa kar nekaj, ne? Zdaj Malmeja mi, ki nismo bili na odru, ne bomo ohranili v najboljši spominu, bila je cel čas nekaj narobe, cel čas neki protesti, ampak vi znotraj 2 určka ste se pa očitno kar zabavali. Me je bilo to čisto noro, ko so mi pač prišli ta prvi dan tja in to je bilo vse čisto mirno, sploh nikjer, niti po mestu ni bilo ne plakatov ali pa tako. Me je bilo res čudno, sem si mislila, da to bo zdaj nekaj počela, ker pač je bilo tako mirno, da človek sploh ni imel občutka en teden pred Eurovizijo, da se karkoli dogaja. Tako en tak festival pevskih zborov, ne? Točno tako, bilo je v bistvu res mesto duhov, vse ful mirno. Jaz sem se imela ful dobro, ker sploh nisem te neke panike, euforije čutila, no. So te dobro zavili v vatico? Totalno smo bili v vatu zaviti. Katerega trenutka se boš vse življenje spominjala, pa ne zdaj reči to, ko si šla v finale, ker je logično, seveda. Ja, tisto je bilo kar absolutno sigurno, ampak če pa ne ta, mogoče čista prvič, ko je bila publika tudi v dvorani. In ko sem res pač videla vse te ljudi, ker mislim, da ljudje niti ne vejo drugače, da na pač Eurovizija ni samo, da ti ljudje so v dvorani tudi na vseh teh vajah. In ti praktično pred isto število publike zapoješ, ne vem, 5-krat, 6-krat, ne samo enkrat. Tako da ta prva vaja. Kateri trenutek pa ti je šel najbolj na živce? Po mojem jih je kar nekaj, ali ne? Pa ne, meni takrat res nič na živce. Jaz sem bila v nekih sanjih, jaz sem se počutila, da sem končala tam, ker sem si želela biti, da pač sem prišla tja, da pojem, vsi so vse namest mene delali. Ma ne namest mene, ampak tako, tukaj je bilo vse organizirano in tukaj je vse bilo profesionalno in kar se moje ekipe tiče, koliko sem imela dobro support in kar se tiče te švedske ekipe, da pač res končno, ne tako kot v Sloveniji, ker smo pač pevci še social media menedžerji, pa stilisti, pa ono, pa tretje, ne. Samo prišla sem tja odpet, to, kar znam. In to je bilo to, in meni je bilo ful. Eurovizijsko zadeta, se temu reče. Točno to, jaz sem bila pod nekimi, kot je bila na drogah, to res. Ja, vsi smo bili, po mojem, ko je to enega kiča na kupu. Ja, no vse je to, jaz sem bila med svojimi, končno. Ko si odhajala na Švedsko, si rekla, da se veseliš te izkušnje, da ti bo tudi pomagala odpreti malo, razširiti poti do tvojih tujih poslušalcev. Je Eurovizija iz tega v tem vidiku izpolnila pričakovanja? Ja, absolutno. Jaz sicer nisem si znala predstavljati, to je tako, Eurovizija ti pride prav, če ti znaš tudi sam izkoristiti. Isto kot Ema. Pač zame recimo prva Ema 2016, ko sem bila, mi je ful prav. Če ne bi jaz takrat prenesla pač nekega komada in nekega paketa, ki je pač so si ga ljudje zapomnili, bi bilo čisto vseeno, jaz bi bila na tisti Emi, a ne. In isto je tudi za Eurovizijo. Sem zdi, da če jo znaš izkoristiti na prav način, da pač je to vse nas res
dobra priložnost. No. Ni pa kar sama po sebi a priori to, da se bo karkoli zgodilo, brez da bi ti se potrudil. Se je zgodilo, se je pravzaprav redkim, ne? Zdaj Ja. pravzaprav šele druga, Ja. tretja, recimo, ne? Zala in Gašper sta recimo kar nekaj tujih fanov dobila, Ja. pa potem seveda fenomen Joker Out, ti si pa zdaj pravzaprav tretja, ne? Ostali smo malce izgubili. Ja, jaz sem v bistvu pač ful hvaležna za to svojo turnejo, ki imam zdaj evropsko. V naslednjem letu pač na Balkanu so se mi odprle poti, malo sem že nastopala tam, vidim, koliko imam tuje publike in kako me tuje publika zelo razume. In so me tako zelo vzeli za svojo, sploh ti slovanski narodi. Tako da, Te bolj razumejo, kot te razumemo mi? Jaz mislim samo, da je tam pač toliko več ljudi, da je tam mogoče, Maneja bi rekla, mogoče, ker vseeno pač moja glasba je, tudi čeprav je pop, je nek alternativen pop in je neka manjša skupina ljudi, ki to pač, ki tako glasbo rada posluša, samo pač ne vem, na nekem na Poljskem, kjer je toliko več ljudi, je potem ta skupinca toliko večja, tako da to bi rekla. No. Ja, pozabil sem ti predstaviti, mimo grede, to je moja Rozi. Wow, Sicer moj čustveno podporni zajec, če se ti bo kadarkoli tukam pogovora zadel, da rabiš bom zagrabila. Prepojena je solzami znanih Slovencev, vseh naših plačilnic, da vidimo, dokot prideva. Kako pa, da do sos ne bo prišlo. Če so že pri roza zajčkih, pela si na Paradi ponosa in v Zagrebu in Ljubljani. In v Beogradu. In v Beogradu. Ja. Kakšne izkušnje so to? Je bila Čaga dobra? Je pač ful dobra izkušnja. Res, ful mi je tudi zanimivo, kako so v vsakem od teh 3 mest čisto drugačna energija. V publiki Slovenci smo najbolj tako zadržani, je bil res tak koncert, super oder, ful je bilo dober, ampak res smo veliko bolj tako formalno gej. Formalni, ja, tako da meni je bila, mislim, potem Zagreb pa Beograd, to je nekaj čist drugega, tam so ljudje res tako tudi pravi fani, bolj taki čustveni, jokajoči in tako. No. Kje so najbolj utrgani? V bistvu Zagreb se mi zdi. Ja, bi si mislila, da Beograd, ampak tam je potem tudi malo tako, no, vseeno za varnost toliko bolj poskrbljeno, da mogoče nisem toliko zelo čutila tega kot v Zagrebu, ker pa res sem bila šokirana, se mi še nikoli ni zgodilo, da bi mogla dejansko, pa še zdaj mi je grozen, ampak jaz sem 45 minut se slikala z ljudmi in ta vrsta še kar ni končala in po 45 minutah sem rekla, se res vroče, meni je ful vroče, jaz pač moram se iti preobleči. Tako da tam sem zdi, da so bili najbolj tako... Pa tudi na ulicah so me prepoznali, to me je bilo najbolj čudno, da sem hodila po ulici, pa da so me v Zagrebu prepoznali, to mi je čisto bilo bizarno. A si kdaj misliš, da boš postala ena taka gej ikona? Ne, mislim, meni je ful dobro, jaz sem itak to, pa tudi mislim, tako moji prijatelji, pa moj krog ljudi, okrog katerih se gibam in tako pač so iz te skupnosti in se ful dobro počutim med njimi, no. Tako da sem vesela in to se mi zdi ful velik privilegij. Misliš, da odraščamo kot svet? Nekateri ja, nekateri pa ne. Tako da odvisno. Jaz se pač poskušam nekako obkrožiti z ljudmi, pa mislim, da mi velikrat nimam realnega upogleda za to res, kaj se v svetu dogaja, ker sem v nekem mehurčku ljudi, ki so mogoče malo bolj odprti od ostali. Tvoji oboževalci te imajo tako zelo radi, da ti pravijo mati, mama. Zakaj ti pravijo mama? Jaz ti nikoli nisem rekel mama. Do danes. Ne vem, začel se je z Mother and Her Children, kot da so my children ti moji plesalci. In tudi imamo mogoče malo nek ta, čeprav mislim, se smo približno isto, vsi stari, ampak mogoče že zaradi mojega nastopa, ki je bil malo bolj tak kot mama z nekimi svojimi pošastmi, plazečimi, ja, pravkar rojenimi. Po moje je to ta nek slang, ne, LGBTQ, mother is mothering in tukaj potem ta mati. Je pa kar neki tako dost smešnega se mi zgodilo, zdaj sem nastopila na koncertu Baby Lazanje v petek in ne, kakšen petek, zdaj v torek. In sta prišle do mene, 3 punce so prišle do mene, tam je 16-17 in so prišle in mami in jaz nisem razumela tako, kje je mami zdaj, od koga in jaz potem tako 30 sekundnih zamikom jaz,
oni so meni govorile mami. Tako da jaz še sama nisem čisto dojela. To je tako malo fora, ampak hkrati pa ne vem. Matica, postaješ. Tako, Queen Bee. Slavinija. Slavinija. Če smo že pri materinskih temah, zdaj pa moram izkoristiti ta trenutek, da ti predstavim tvojo največjo fenico. Nora živi za tebe, sicer tukaj je prisotna. Je izrazito introvertirana, mejno prijazna in morda potrebna tudi psihoterapije, ampak po mojem celo straight, ne vemo še. Predstaviti biti mojo hči, očarljivi Alen, prosim, če mi izrečiš mojo hčerko. Živela, ne vem koliko, pač živina, ampak to je moja metoda Gojka. Spoznajte se, malo jo poučkaj. Živijo metoda. Mogoče kaj malega zapoješ ali jo terapevtsko objameš. Mislim, mejno prijazna. Ti si me prestrašil s tem. Dobro barvo las ima. No. A niste včasih imeli zelo podobno? Ja, sva imeli. Jaz si želim, pa je kar težka za vzdrževati ta barva. Ne bi rekla. Prosim, en vers nečesa. Jaz sem, ti si, Veronika. Hvala. Zelo lepa hčerka. Očarljivi Alen, prosim, odreši me tega otroka. Nepozabno. Torej, Veronike pravzaprav še nismo do konca utopili, ne? Ampak v tvojem življenju se dogaja trenutno zelo veliko vsega. In mama se imenuje Nov komad. Ja. Poveva, kaj on je. Me se ti še malce temnejši od prejšnjih. A res? Ja. Danes ga poslušam, po mojem, že 30-krat sem ga danes slišal. Zelo mi je všeč, ampak sem tako še malce bolj temna je postala. Jaz si malo bolj upam zdaj, se mi zdi. Ko si enkrat res skorda nag, pred skoraj 200 milijoni ljudi na odru, se mi zdi, da nekaj se zgodi, vsaj pri meni se zgodi, da od takrat tudi nimam skoraj treme več, skoraj nobene in ful več si upam. In ful tako si mislim, tam sem res dala pač od sebe točno to, kar sem želela, bila sem točno to, kar sem hotela biti in kaj se je zgodilo. Če enim je bilo všeč, enim ni bilo všeč, tako da zdaj nimam več te neke zavore, se mi zdi. Res kakšen je občutek, kot pravzaprav te cela Evropa in še zraven, kdo te je v bistvu videl popolnoma skoraj brez filtra. Pa ni bilo čisto brez filtra, ampak a je to res, ne vem, kako si predstavljate. Mislim... Še rabiš kopalke? Ne, meni je... Ne vem, tako se mi je zdelo, da sem si želela to neko žensko telo, ali pa ne vem, če ima to kaj veze s seksualnostjo, ker se mi zdi spet erotika nekaj drugega seksualnosti. Prikazati kot, da tudi če si nag, pa tudi če si seksi, še ne pomeni, da ne moreš, da ne more biti v zadnji nekega globljega pomena, pa tako malo feminističen move se mi je zdel to, no. Največji rentgen na svetu, verjetno. Absolutno, pa tudi ful se mi zdi dobro, da bom lahko, ne vem, pri 60-ih šla pogledati nazaj posnetek, pa si rekla, dobro si izgledala. In res si dobro izgledala. Če vem, kaj zdaj še sleči, ne bi kdo rekel, če bi bil žlek. Zdaj pa v bundo. V kontrasmer. Ja. Prej psihoterapije nisem omenil po naključju. Jaz zelo dolgo nisem imel tega podatka, da si se ti odločila, tudi torej glasba ni bila tvoja edina akademska izbira, ampak tudi si se lotila študija psihoterapije. Ja. Zakaj? Slutim en kup enega brskanja po sebi za to odločitvijo. Ja, absolutno. Mislim, jaz sem pač pri 24 že magistrirala na akademiji in se mi je zdelo tako, da pač res še ni čas, da jaz neham študirati. Ful sem rada pač študirala vedno. Pa ful mi je smešno, ko potem reče, ja, seveda je šla to študirati, če ima pa sama probleme sama s sabo. Ja, jih imam in kaj je tukaj zdaj? Kaj je narobe s tem, ne razumem. Tako se mi zdi, da ljudje to... Ja, pa če vsi imamo probleme. Mislim, pa tiska reče, da nimam problema, ima problem največji, se mi zdi. Tako da, ja, na koncu, zato ker sem pač želela pomagati sebi, zato ker sem videla, koliko je to pomagalo ljudem okrog mene, veliko mojih bližnjih in prijateljev in družine in tako so zelo pač, so v procesu psihoanalize in tako in vidim, koliko se zaradi tega ljudje lahko rastemo pa razvijamo, pospešeno mogoče. En zanimiv stavek si izrekla, pa sem si ga celo zapisal, ki mi je bil to všeč, da ko si začela študijem psihoterapije, si samo sebe začela jemati manj resno. Ja. Kako ga lahko razumemo? Zdi se mi, da ko enkrat, pa tudi malo Veronika o tem govori, tem, ker rečem pač v gledalu sem brez robovlja, vse od tvojih sem strahov. Pač mi v drugih ljudeh vidimo to, kar
moramo imeti v bistvu tudi vse. Ne moramo videti nečesa, kar nam ni že znano in nekako se mi zdi, da sem nehala tako osebno imeti stvari, pa v samih v odnosih sem ugotovila, kako pač ljudje imajo, vsak ima neko svojo pot, vsak ima neke svoje težave in večino teh situacij, ki se nam potem zgodijo v življenju, so posledica. Da sem zakomplicirala celo to stvar, ampak enostavno se mi zdi, da bi bil svet ful lepši, če bi ljudje nehali se jemati tako resno, se manj ukvarjali s tem, kaj si drugi mislijo in posledično potem nekako tudi ne bi imeli stvari osebno. Kaj nas je tako presneto ranilo? Zdi se mi, kot da smo vsi skupaj polni enih nezaceljenih reči in v bistvu samo tolčemo okrog sebe in iščemo, koga bi lahko še malo prizadeli. A si prišla do odgovora? Kaj nas je to, pa ne bom zdaj rekel ampak načelo? Ne vem, neki izvirni greh. Nimam pojma, naslednja tema za odkrivanje za moje komade. Nimam odgovora na to, nimam pojma. Ampak meni vedno moj dragi vedno reče, da jaz rada praskam tam, kjer boli in da sem očitno malo mazohista. Tako da jaz pač potem poskušam te rane iz tega, jih nekako zaceliti s tem, da jih spremenim v nekaj lepega, v neko umetnost, v nek komad, tako no. To je tisto, ko iz rana rastejo vrtnice. Pa se sliši ful tako, pač mogoče sladno, ampak se mi zdi to en tak dober način, kako s tem kopati. Ti je tudi pomagal, da si zdaj bolj na ti tudi za svojimi demoni in sencami? Ja, sigurno. Ampak sem mislila, da sem še že veliko bolj, pa mi je Eurovizija na novo dala. Ker res, toliko je bilo enih pretresov, toliko je bilo enih takih, da sem enostavno mogla si znati postavljati meje in vedeti, koga spustim blizu, pa do kje spustim. Ful mi je odprla nekih še novih tako. Pa tudi se mi, da je to nek tak proces. Ne vem, če je kjerako rana kadarkoli zaceljena. Če je res neka velika rana, mislim, da moramo pač celo življenje se ukvarjati z njo, pa da se nikoli ne zgodi, evo, tole sem zdaj pozdravil, zdaj grem pa naprej. Mislim, da tako ne deluje to v človeški psihi. Moraš biti malo brazgotinast, ne? Ja. Ob koncu življenja. Svet je en tak vznemirljiv, ampak nevaren, nepredvidljiv prostor danes. Kako spiš dobro, dihaš svobodno? Odvisno. Spim boljše, kot sem včasih, ampak so pač obdobje, ko spim slabš tudi, seveda. Itak. Se obremenjuješ zelo veliko s tem, kaj se dogaja na svetu, te prizadenejo, ne vem, vsak dan je nekaj zelo narobe. Ja. Da bi se ful ukvarjala s tem, kar se okrog mene dogaja, niti ne, se mi zdi. Mogoče zelo malo premalo. Zaenkrat sem še tako usmerjena vase, pa mislim, da ko bom malo bolj pozdravila stvari pri sebi, se bom lahko ukvarjala že z vsemi ostalimi stvarmi v svetu, ki se dogajajo. Ampak ja, si pa predstavljam, da je to lahko tako pretresujoče za druge tudi. Ja. Kaj so temelji tvojega, oziroma kdo so temelji tvojega življenja, tvoje varnostne mreže? Jaz bi mogla tukaj reči družina in prijatelji, pa seveda, ne, mislim, eni manj, drugi bolj, ampak jaz sem se pač vedno obračala glasbi. Iskreno mi najbolj, ampak to je čisto samo neka moja, pa mogoče to, kakšna sem jaz po karakterju, ampak meni je, kadar mi je nekaj težko, grem najprej, poskušam iz tega narediti nek komad ali pa kaj takega. Ja. Se kanaliziraš. Zato pa imam samo tako temačno glasbo, ker pač uporabljam glasbo za to, da pač se filtriram in da se čistam. Veš, kaj sem opazil, ko sem tudi malo brskal o tebi? V bistvu vemo več o Veroniki Deseniški kot o tvojem partnerju. Nikoli ga nikjer ni, nič ne zvemo. A lahko se povem, kakšen je ta gospod? Rok je zelo zadržan, v velikih pogledih zelo drugačen od mene. On vedno reče, da jaz sem skala, on je skala, jaz sem pa val. In tudi je tako, se mi zdi. Jaz sem ful bolj kaotična kot on je tak zelo stoičen, miren, umirjen, zanesljiv, preudaren. To je Rok.
Kako pa on vozi ta slalom z zelo slavno partnerko? Ne vem, jaz mislim, da je včasih malo tako občutek, da jaz tečem, on je pa tako ena lutka, pač tam ali pa kot medvedka, ki ga pač vlečem po tleh in on, ko mi zdrži tisto, ampak kar nekako pusti. Tako da ne, zelo lepo to zaenkrat vse pelje, pa zelo nima potrebe po kakršnemkoli izpostavljanju. Ni iz glasbenega sveta? Sploh ni iz glasbenega sveta. V bistvu je študiral arhitekturo, tako da v bistvu se ukvarja z gradbeništvom in s tem. Tako da čist drugače. A ste se našla mogoče tudi v tem interesu? V bistvu arhitektura bi pa tebi lahko bila po mojem zelo blizu. Ja. Bi mi bila, pa tudi rada imam, ali pa mogoče kakšen notranji dizajn, pa tako, to mi je všeč. Ampak ja, on je recimo delal scenografijo za za videospot za Veroniko, za moje koncerte, za Ofelijo je delal scenografijo za spot, tako da se tukaj se najde. Ima tudi nek ta, ful ima čut za estetiko, no, tudi on. A outfit mu je bil všeč? Jaz njega sploh ne sprašujem, on samo pač pride na set, si mislijo, se to Stanič mi je rekel. Naga. Ja, spet se neki tukaj zdaj. Tako da to je že navajen, da sem pač malo. Cool. Pluje tam mirno, to mi je. Ja, no. Odvisno od dneva. Potrebuješ zajca? Ful mirno. Ne, sej plujeva mirno, pa zaenkrat vse v redu in lepo. Ne, tako ostane. Se boste poročali? Pa mogoče, ja. Bomo videli. Jaz... Ti dam kak nasvet. A ja, valjda ti se, ne tudi. Ja, 1 leto že skoraj. Ja, ne, pri meni je samo to, zdi se mi, da vse mehne punčke pač sanjajo o neki poroki in tako, in kakšno obleko bo imela in to, ampak zdi se mi, da če si pa nekak del te estrade, meni je kar malo naporno, da bo mogla zdaj izbirati obleko, izbirati tisto, tretje, ker je tako, kot da bi na nek način je vsak moj koncert, pa vsak moj nastop neka mini taka zabava, poroka, kakorkoli, in mi je ful stres in se mi ne da. In ne bi najraje samo šla neki podpisati pač tiste dokumente, potem naredila neko dobro večerjo za pač bližnje in šla na Japonsko, recimo. Ena tisti, ki se poročajo v sredo, ne? Recimo to. Jaz bi bila ena izmed teh, ja. Čeprav bi imela pa najboljšo poročno žurko ever, ne? Če bi vsaj nekaj tvojih fanov prijeli. Ja, to bi bilo kar hudo. Mogoče bi pa to mogla narediti. Ne, zdaj bom pa čisto iskrena. Meni se ne da... Zakaj bi jaz ves ta denar zdaj zapravljala, da bodo vsi te ljudje jedli in tako? Ne, pač če je to za naju, pač in dan, pol ne bo že greva neko potovanje, se imamo mi dva dober. A ni, ne vem, no. Pač ker vem, da so oba dva malo bolj, kar se teh zabav tiče, tako introvertirana. A je res, da vi doma gojite pomerance? Ja, moja mama. Ja, moja mama jih vzreja, tako da, ja. A ga imaš doma sploh svojega pomeranca? Ja, imam. V bistvu je zdaj bolj pri babici. No, Ariel, stara je že 12-13 let. Tudi, ko sem bila tukaj v srednji šoli v Mariboru, ko sem na konzervatoriju pač bila, je bila z mano, sem jo vozila vsak vikend, smo hodila nazaj v Ljubljano, sem jo skrivala po vlakih v tisti njeni torbici. Tako da ja, imam pomerančico. Zanimiv družinski biznis, ne? Ja, puhast. Ja. Tedni smo o tebi prebrali nekaj zanimivih mesec, so si se deli malce trapasti naslovi, no? Raven se poslavlja od slovenskih oboževalcev, pa menda ja ne greš na Luno. Ne, tako so se obrali, kada smo se preselili na Antarktiko. Ne, mogoče to tudi zato, ker dejansko zdaj bom še imela te 4 koncerte a so 4 ali 5, do konca tega leta pač v Sloveniji, potem pa grem pač malo bolj konkretno mednarodna turneja, torej. Ja, skoraj da ne, no. Bolj te slovanske države, se pravi 3 datume na Poljskem, Praga, Zagreb, Beograd, zaenkrat pa še novi prihajajo. Tako da. Zakaj še ne naslednje leto? Zakaj ne zdaj, ko je tvoje leto? Zato, ker bi rada lepo čas, da se te karte prodajo, da se jaz osredotočim, da pripravim dobro turnejo, da pripravim novo glasbo, tako. Zato. Prej si ga že omenila, a veš, da je tvoj bivši Eurovizije z Baby Lasagna pred nekaj dnevi pri Roškarju in Ani Ramšak na Radio 1 rekel, da si želi posneti duet s tabo? Z mano? Ja.
Da imam jaz pač priložnost, seveda. Ja, baby lasagna, če gledaš, idemo, takoj. Imamo odgovor. Brez baby lasagne, ampak sama pa prihajaš kmalu v Maribor. 26. oktober je ta čarobni datum. Prihajaš v Narodni dom. Tako je. Vse mi povej. V Narodni dom prihajam zelo kmalu z godalnim kvartetom. Ja, pač odigrali bomo tudi predvsem komade v malo drugačnih preoblekah, kot so jih ljudje vajeni. Tako da to. Kaj ne še povem? To. Pridemo poslušati. To morate zdaj priti poslušati, da si boste predstavljali. Obstaja bojda resna opcija, da se naslednje leto vrne Ema. Zdaj, vem, da veš, kaj te bom vprašal, ampak a te Mika ponovi, repete? Ja, mislim, jaz vam tudi že zdaj povem, jaz imam občutek, da bom še šla enkrat na Eurovizijo, ampak absolutno ne naslednje leto. Mislim, da imam dovolj, pa tudi, da me bodo drugi dovolj. Patetično, ne bi bilo. Res to bi bilo pa zdaj pa malo dost, no. Ja, sigurno bi še šla. Ne vem, sam ne vem, če bi šla na Emo. Jaz bi šla kar direktno na Eurovizijo, no. To bi mi bilo boljše. S tem pa že imamo izkušnje. Ja, pa to že zna. Ne, tudi Ema, ampak pač Eurovizija je nekaj čist drugačnega. Tako da, ja, bi. Ampak ne bom šla naslednje leto, brez skrbi, če koga skrbi. Kaj te kreativno nadihuje tednik? Zdaj mama je zunaj. Sumim, da tu noter brni napolno, da se dogaja, da kreativni škratje miletajo. Temnejši del leta je pred nami, hladnejši del leta je pred nami. Zdaj vem, da božičnega albuma ne boš posnela, ampak... To si bolj ne predstavljam. V katero smer boš še žarela? Ja, jaz si tako zdaj ful nove glasbe ustvarjam. Začela sem tudi pač delati z različnimi producenti. To mi je ful dobro, da sem nekako s tem dobila možnost, da sodelujem pač z glasbeniki tudi iz drugih držav. Tako da malo me mika ta neka tudi kakšen večjezični album. Angleščina pa moje ne. Ja, rada bi pač predvsem sodelovanja z drugimi artisti, tudi kakšnimi drugimi pevci, reperi, tako da mogoče baby lasagna. Kaj pa v smeri resnejše, visoke kulture, da rečem? Ja, je to še tvoj svet, zagotovo? Ja, sigurno. V bistvu letos bom spet mal v naši ljubljanski operi zapela. Spet bomo imeli tudi predstave Marije de Buenos Aires, kjer pojem tam glavno vlogo. Sicer to imamo šele junija, ampak predtem pa tudi, no. Mislim, da se bomo mal videli na teh odrskih deskah opere. A bi kdaj kaj sama režirala? To sem že razmišljala, ampak sem si pol mislila, dober Sara, no, psihoterapija, pa to, pa tisto, pa tretje, zdaj pa boš še režijo. Ampak ja, mogoče ga bom tam 50 recimo, ko bom imela dovolj tako stanja na odru, čeprav ne vem, če bom meni tega kadarkoli zares dosti. Boš kot ta prva reprodajata, veš? Absolutno. Draga Remi, prispela sva že zdaj do konca in za konec vsakega gosta vprašamo eno popolnoma nesmiselno in nepotrebno vprašanje, pa bomo tudi tebe. Koga si nikoli in nikdar ne bi želela srečati v slačilnici? V slačilnici. Spekter odgovor je izjemen, ki smo ga dobili. Ma ne vem, no, kogarkoli iz svoje družine. Mislim, da to res ne bi. To. Nisi bila prva, jasno. To res, to je bilo tako prvo, to si ne želim, no. Ne, res ne. Kaj bi bil najbolj izviren odgovor? Pedofila, mislim, da je nekdo. Mislim, da je Maja, ki je vse rekla pedofila. Pedofila. Sam je malo prestara. Ja, sem tako razmišljala, dobro, da bi to lahko rekla. Na veselje, mislim, Maja, ne. Na koncu zmeraj uidemo. Draga Reven, želim ti vznemirljiv let skozi vsa tvoja temna in svetla vesolja in najlepša hvala, da si me spet obiskala. Ja, hvala ti za povabilo. Po najnem maju. Ja, bilo sem se imela fajn. Se vidiva kmalu. Vam pa najlepša hvala, da imate v življenju toliko časa, da spremljate slačilnico. Sledite in spremljate večer še naprej na vseh možnih platformah. In saj veste, kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa.